Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Predzadnji reprezentančni premor v koledarskem letu 2017 je za nami, kar je znak za nadaljevanje prve lige Telekom Slovenije. Na drugi tekmi 12. kroga se bosta v Kranjskem športnem centru na stadionu Stanka Mlakarja soočila domači Triglav in Krško. In reprezentančni premor bodo upali, vsaj tako bodo upali v Krškem, bo prinesel boljše rezultate. 11 metrovka pa očitno za Krčane, Krško pa bo imelo na voljo 11 metrovke. No, zdaj bomo še enkrat v miru lahko pogledali 11 metrovko najboljšega strelca Triglava. Zanimivo bo videti, kako bo videti zadnja vrsta Triglava, ko se bo v igro vključil Darko Zec. Med tem priložnost in gol! Tam se je boril Tijanič z Jovanovičem. Tijanič poskusil bo strelom prek vrat. Morda zaradi boljših rezultatov malce rastejo, no zdaj pa gol! Odkril se je Jakolič, nekaj več prostora zanj na desni strani. Marko Jakolič v sredino, priložnost za Krško in brani Elvis Džafić. Dobra podaja Arha Česna. Zdaj morda priložnost Luka Gajić. Lepo se je odkril Balić, tudi Jakolič, pa priložnost in zamudil je v sredini Mandić. Medtem pa je Rade Obrenović končal tekmo v Kranju. Triglav je prišel do zmage z izidom 3-1. Po koncu tekme lahko rečem zadovoljni. 3 točke ostajajo pri nas doma v Kranju. Ekipa je pokazala pravi karakter, pravi obraz. Jaz lahko rečem, da smo tekmo od začetka do konca imeli v nogah, vodili smo potek, se pravi, tekma je bila v naših nogah, imeli smo igro, imeli smo posest, imeli smo priložnosti in na koncu seveda zaslužena zmaga in zaslužene 3 točke. Pa dobro, očitno da upozarjanje cijeli teden mojim igralcima da Triglav sigurno po igri ne zasluži to mjesto koje je na tabeli, ni prišlo do konca do njihovih glava. Ne morem reći da nisu oni hoteli, oni su željeli, samo su željeli napačno. Dosti tehničkih pogreški, autogol, penal, iz naše čiste žoge taj tretji gol. Na koncu smo poskusili, imali smo tu 1-2 situacije da se vrnemo u tekmu kaj bi bilo nezasluženo.